je dober. Njegova milost je vsakega nova. Služimo živemu Bogu, to je privilegij. Ko si rekel, Bog mi odpre vrata, bom pa šel imel večerjo, često z njim. Zdaj vsi prerokujejo za to leto, da je leto odprtih vrat. Zato, ker po židovskem koledarju to leto odprtih vrat, ampak eno, ker Bog odpre vrata, pa smo mi pripravljeni njemu odprti vrata naših src. Tako da, dobro je, da je za nas vsako leto odprtih vrat, vsak dan odprtih vrat za Gospoda. Da Bog hoče vstopati v naše življenje, imeti skupno z nami. In hoče, da stremimo na enem mestu, da se vrtimo v krogu, na enih ciklih, ki nam jih on namenil. Hoče, da se vzdignemo nad, da letimo na krilih orlovih, da se vzdignemo nad te zemeljske stvari. Hoče, da spremetavajo vetrovi, hoče, da spremetavajo glasovi. Hoče utrditi tudi naše življenje, naše noge, naš korak, naša kolena, naša srca. In hoče, da usmerimo pogled name, da utrdimo svoje srca, čestva z njim, da rastemo v to, kar nas je namenil. Jezus je rekel, brez mene ne morete nič narediti. Lahko obavamo v svoji moči, ampak predvsem se bomo zmatrali. Včasih je dobro, da pridemo do konca sebe, svoje moči, da dopustimo njemu, da pozname nad nami. Sem na srci dal bom iz prve Samuelove 3. poglavje. Bog razodel Samuelu, ki je bil še deček. Piše, deček Samuel pa je služil Gospodu pred Elijevim obličjem. Tiste dni je bila Gospodova beseda redka, videnje ni prodrlo skozi. Da Bog hoče, da služimo najprej njemu, Gospodu, pred njegovim obličjem. Prva cerkev, ki se je začela v apostolskih delih, piše v Antiohiji, da so bili preroki in učitelji, ki so v postu služili Gospodu in Gospod jim je rekel, odberite mi Savla in Barnaba za delo, za katerega sem jih odpravil. Tako da naš klic je v prvem mestu, da služimo Gospodu. In Bog nas je naredil, piše v razodetju 1. Petru, za kraljevsko duhovništvo. Gleda nas, da smo duhovniki in da bomo služili pred njegovim obličjem. Piše, da tiste dni je bila Gospodova beseda redka, videnje ni prodrlo skozi. Tako da cela dežela je bila v bistvu v recesiji Božje besede in vizije, ampak to ni bila Božja volja. Vzrok za to, da videnje ni prodrlo in da je beseda bila redka, je bilo zato, ker duhovništvo ni bilo vzpostavljeno na pravilen način v Izraelu. Predtem piše, da Elijeva sinova da sta prezirala Gospodovo veliko, nista opravljala svoje službe, niti do Boga, niti do ljudi. V bistvu sta jemala od najboljšega mesa, ki bo darovano za Boga in sta zase jemala jedla. Spala sta ženskami pred tempelskimi vrati in sta zanemarila, v bistvu prezirala sta Gospodovo daritev. In zato je bila Gospodova beseda redka, videnje in prodrlo. Na Božji strani nikoli ni pomanjkanja. Bog je Bog izobilja. Bog hoče govoriti, hoče se izlivati. Ampak problem je bil, ker duhovništvo ni funkcioniralo, ni pravila svoje naloge. Zato je bila cela nacija, v bistvu in duhovne, in naravne, v sluši, v pomanjkanju, v recesiji. Tako da v apostolskih delih piše, da je Bog izlil po preroštvu Joela meso Svetega Duha na vse meso, na vse človeštvo. Ni obljuba, da bojo, se bo preberalo,
Apostolska dela 2. Peter citira, da se je izpolnilo to, kar je bilo prerokovano po Joelu. 2:17. In zgodilo se bo v poslednjih dneh, govori Bog. Razlil bom od svojega duha čez vse meso, oziroma vse človeštvo. In prerokovali bodo vaši sinovi in vaši hčere, in vaši mladeniči bodo gledali videnja, in vaši starci bodo sanjali v sanjah. Tako da Bog izliva duha na vse človeštvo, na vse meso, ga je izlil. In hoče vključati in naše sinove, naše hčere, da prerokujejo, da doživijo Boga, da operirajo v nadnaravnem, v svetem duhu, da mladeniči gledajo videnja, da starci sanjajo sanje. Iz tega bi si lahko mogoče zaključil, če imaš veliko sanj, da si starec, če imaš vizija, da si mlad. Ampak Bog nam hoče govoriti. Včasih nam daje sanje, zato ker edin takrat lahko v bistvu sprememo, ker smo tako polni svojih misli, tega šumenja, vsakodnevnega življenja, teh glasov, da težko slišimo njegov glas. Zanj smo brali, da Elij je govoril v tihem glasu in mu je rekel, kaj ne naredi. Ta tihi, nežni glas Boga, čez katerega nam Sveti Duh govori. Ampak Bog izliva na vse človeštvo, hoče naše otroke, naslednjo generacijo vključiti noter, da so deležni Svetega Duha, obiskov Boga, vizij, sanj. Tudi če svoje služabnike in če svoje dekle bo v tistih dneh izlil svojega duha in bodo prerokovali. Se pravi, tudi in sinove, in dekle, in mladeniči, starci, in služabniki. Imamo v Božjem kraljestvu tudi ljudi, ki se mislijo zase, da so še vedno služabniki Boga. Čeprav Jezus je rekel, ne imenujem vas več za služabnike, zdaj ste moji prijatelji, če delate to, kar vam jaz naročam. Ampak tudi za te, ki se zamahajo za služabnike, da tudi na njih Bog izliva svojega duha in prerokujejo. In dal bom čudeže zgoraj na zemlji in znamenja spodaj na zemlji. Zgoraj na nebu in znamenja spodaj na zemlji. Kri in ogenj in dimne oblake. Sonce se bo spremenilo v temo in mesec v kri, preden pride veliki in sijajni dan Gospodov. In zgodilo se bo, vsak ga bo klical Gospodovo ime bo rešil. To delovanje, ki verjame, da Bog izliva svojo cerkev, bo pripeljal tudi na to, da bodo ljudje začeli klicati Gospodovo ime, bo videl, da je Gospod z nami in bo prišla žetev, pač ljudje se bodo spreobrašali, bojo rešeni. Če gremo nazaj v Samuelovo 1:3. Se pravi, suša je bila zaradi tega, ker duhovništvo ni bilo vzpostavljeno, ni bilo videnja, ni bilo besede. Druga vrstica. Tistega dne je Eli spal na svojem prostoru, njegovi oči so začele pešati, ni mogel videti. Tako da problem je, če duhovništvo zaspi in se postara v svoji nedejavnosti oziroma neposlušnosti Bogu. Bolj več ne vidi. Eli več ni videl, oči so mu začele pešati, izgubijo uvid v Božje delovanje. In to se nam ne sme zgoditi. Jezus je rekel, varujte se, da vam srce ne omrzne, da ljubezen ne omrzne. Če si dolg časa postaješ nedejaven v svoji duhovniški službi, lahko zgubiš uvid v Božje stvari in začneš operirati na podlagi znanja, ki ga imaš v Bogu, ali pa starih izkušenj, starega naziranja. In tega Bog noče. Bog hoče, da imamo odprte oči, da imamo vsakodnevno pretok, svežo vizijo, svežo pogled, to, kar on dela. In Eliju se je že predtem videl v prvem poglavju, ko je prišla Ana, ki je nerodovitna s svojim možem v tempelj
in je molila iz te svoje agonije in stiske, je molila k Bogu. Ampak molila je po tih, ni v bistvu samo usta je odpirala. In kaj je Eli to gledal, je mislil, da je pijana. In to je problem, ker človek, ki bi mogel razpoznavati delo Boga, ni videl jog te ženske, ki kliče po Bogu, ampak je v bistvu mislil, da je pijana. Ni razlikoval tega, ker Bog dela v njenem življenju. In to se ti lahko zgodi, to se na vas zgodi, če ne popravljamo pravilno duhovniško službo. Ne bomo prepoznali, kaj Bog dela v nekomu drugemu. In ga bomo imeli za pijanega, da pač nekaj se greje. In lahko prezremo to, kaj Bog dela v drugemu. In smo bolj prekrajšani milosti, ki jo ta človek nosi oziroma tega dela. Ker to, kar Bog dela v meni, je za tebe. In to, kar dela v tebe, je za mene. Ker smo eno telo. In če to prepoznamo, to vidimo, bomo deležni tega. Zato moramo skrbeti, da je naša duhovniška služba čista pred Bogom. Da se ne postara, da nam tako ne peša. Ona prepiše, Božja svetilka še ni ugasnila in Samuel je spal v Gospodovem svetišču, kjer je bila Božja skrinja. Tukaj je pa nova generacija duhovništva, ki je Bog začel vzdigovati v Izraelu. In ta obljuba, Ana se je zaobljubila Bogu, videla, da ona je imela potrebo in Bog ima potrebo. In je v bistvu z Bogom naredila dile, rekla, pa če Bog, če daš ti meni, sina ga je za te, da pa ne se v tempa. In Bog je začel vzdigovati novo generacijo duhovništva. In Samuel je spal v Gospodovem svetišču, kjer je bila Božja skrinja. On je bil v počitku na mestu, ki je bila Božja skrinja pa kjer je Bog prebil. In če hočemo biti duhovniki Boga, moramo prebivati tam, kjer Bog prebiva oziroma prebivati v njegovi prisotnosti in moramo počivati v njegovi prisotnosti. Bog hoče, da se spočijemo in da prebivamo v njem. V njem, v njegovi prisotnosti je polnost radosti, je naš počitek. Božja svetilka še ni ugasnila, tako da Božja svetilka je Božja beseda. Se pravi, da in beseda in prisotnost Boga na tem mestu, ki je Samuel spal. Tedaj je Gospod poklical Samuela in rekel, tukaj sem je rekel. Tekel je k Eliju in rekel, tukaj sem, kaj ti klical si me? Nisem klical, je rekel, vrni se spi. Šel je in zaspal. Gospod pa je spet poklical Samuela, Samuel je vstal, šel k Eliju in rekel, tukaj sem, kaj ti klical si me? Nisem klical, moj sin, je rekel, vrni se spi. Samuel namreč še ni poznal Gospoda in Gospodova beseda se mu še ni razodela. Tako da Bog kliče novo generacijo svojih ljudi, vzdiguje novo duhovništvo. Ta stara generacija, ki ne vidi, hoče uspavati v bistvu. Vse je v redu. Ne rabaš pač, pet nazaj spati. To staro duhovništvo spi, ker nima več uvida, ker ne vidi več, kaj Bog dela. Bog vzdiguje novo generacijo in doskrat ta stara generacija hoče to zadušiti. In ti prav, pet spati, vse v redu. Po tretjič se zgodi ista stvar in pol je Eli v bistvu zaštitil, da Bog kliče Samuela in mu je rekel, Bog te kliče, kaj moraš narediti, da bo slišal Božji glas. Pol mu je v bistvu Bog razodel, kaj bo naredil in kaj se bo zgodil v naciji, to se bo kasneje zgodil. Pol naprej na koncu poglavja piše, da je v 19. vrstici Samuel je rastel in Gospod je bil z njim in ni pustil, da bi katera od njegovih besed padla na tla. Ves Izrael od Dana do Beršebe je spoznal, da je Samuel potrjen za Gospodovega preroka. Odobravno to Bog hoče reči v svoji cerkvi, v svojem ljudstvu, da prvo, da zraste v postavi Kristusa in da se vidi, da je Gospod z nami. Ampak moramo sprejeti
njegovo besedo, moramo sprejeti njegovo delovanje in moramo rasti Gospodu. Piše, Samuel je rastel in Gospod ni pustil, da bi katero od njegovih besed padla na tla. Da je ta proces rasti v Bogu, od tega, da si deček, da si otrok. Apostol Janez piše najprej otroci, pa piše mladeniči, pa piše očetje. Tako da je ta proces rasti isto tako naraven, kot je v Božjem kraljestvu. Ko sem bil otrok, sem razmišljal kot otrok, rekel Pavel, Korinčan 13. Ko sem odrastel, tako da moramo rasti, vse v Božjem kraljestvu raste. Jezus je rekel v priliki, da najprej je seme, klas in polje v bistvu so sadovi. Vse raste do žetve, tako da moramo pravilno rasti. Zato pa prav, ugrajujte se in rastite v glavo, ki je Kristus. On je polnost in pa njega rastemo. Če bomo pravilno rastli, bomo v svojem času dorastali in Bog nas bo vzpostavil in bo nas bo pripeljal na mesto, ker naše besede več ne bodo plehke, ampak se bo videl, da jih Bog potrjuje. In besede ne bojo več padale na tla. Bog je ustvaril človeka po svoji podobi. In Bog, ki je začel, je govoril. Za besede je ustvaril. Bog je dal človeku isto avtoriteto, isto oblast, da z besedo in z duhom ustvarjamo. Rekel je Ezekiel, kaj vidiš, videl je pustinje, rekel, prerekujte to s tem. In Ezekiel je govoril, in Sveti Duh je prišel, je zašumel in vzdigala se je mogočna vojska iz teh pustinj. Tako da imamo isto avtoriteto in v Kristusu lahko govorimo v Svetem Duhu in stvari se začnejo dogajati. Lahko prerokujemo v naše življenje, v življenje naših otrok, v mesto, v nacijo. Bog bo začel delovati in oblikovati stvari. Verjamem, da nas Bog pelje na mesto srečanja z njim, ampak se moramo mu predati, moramo se mu prepustiti. Ne smemo zaspati, ne smemo biti uspavani, zaradi stvari, ki se nam dogajajo, oziroma zaradi raznih okoliščin. Bog hoče, da smo budni in trezni. Bog hoče, da so naše svetilke polne njegovega polja, da pričakujemo njega, njegovo delovanje. Moramo dopustiti, da prečisti najprej naša srca. Če hočemo mi zidati, moramo pustiti najprej, da Bog pozida nas. Včasih so naše življenja. Mi vsi, ki smo prišli k Bogu, smo bili v določeni meri razvaline, ruševine. Bog je začel zidati naša življenja. Ampak dostakrat pa mi lahko rušimo sami sebe, oziroma tako Bog gradi v nas. Se mu upiramo, smo trmasti. Mislimo, da imamo mi boljši plan, da znamo mi boljši, ampak to ne gre. Bog je tak, ki nas pozna bolj, kot mi sami sebe. Dostakrat mi mislimo, da vemo kaj pa kako, da poznamo sami sebe, ampak če je Bog nam odpre oči, vidimo, da smo bili v določeni meri zmote. Da dobro je biti vsak dan v njegovi prisotnosti in se gledati na njegovi besedi, v ogledalu njegove besede in se uravnavati s tem, kar vidimo, da odstopa. Ker namen naše hoje je, da postanemo podobni njegovemu sinu. Piše v Rimljanih 8, da on je sklenil razodeti, oziroma da bomo postali podobni njegovemu sinu. Da to je namen naše hoje z Bogom, naše hoje z Bogom, da postanemo bolj in bolj podobni njegovemu sinu in se spreminjamo iz slave v slavo po delovanju njegovega duha. Ko je v bistvu Samuel nastopil v službo, piše, da je Bog začel spet delovati in je postal sodnik v Izraelu. Je v bistvu pokril Izrael svojo službo in je čuval celo nacijo pred udori sovražnika. Cel Izrael je bil pod Božjo zaščito. In da Bog kliče cerkev v to pozicijo, da bo blagoslavljala celo nacijo, držala nacijo s svojo
s svojimi molitvami, svojim delovanjem pod zaščito Boga. Slava, Oče. Aleluja, hvala ti, Oče, da gradiš svoje dvomištvo, Oče, te nacije, Oče. Oče, ti damo slavo čast, Oče, hvala ti, da delo, ki si ga začel, Oče, da boš dovršil v naših življenjih, Oče, mi se ti predajamo, Oče. Oče, počnemo ti služiti, Oče, z voljim srcem, Oče. Aleluja, Oče, izročamo ti svoje življenje, svoje srca, svoje misli, Oče, svoje plane, Oče. Predajamo, Oče, svoje življenje, Oče, na tvoj oltar, Oče. Izpostavi nas, Oče, svojim sinom, Oče, izpostavi nas v Kristu, da si ga dal, Oče. Molim, da utrdiš naše roke, utrdiš naše noge, da utrdiš naše srca, Oče, da ne bomo begali sami tja, Oče. Aleluja, Oče. Izpostavi nas, Oče, svojim sinom, Oče. Molim, Oče, da deluješ v nas, Oče, po svoji besedi, po svojem duhu, Oče. Ne zgorijo vse smeti, Oče, ne bi Jezusa, Oče, da bomo čist pretok, Oče. In ti dajemo čiste in svete žrtve, Oče, pred tvojim obličjem, Oče, to bo prijetna aroma, Oče. V imenu Jezusa, Oče. Dajemo ti slavo in čast, Oče. Ti si vreden, Oče. Aleluja, Oče. Pošli svojo besedo, pošli svojega duha, Oče. Hvala ti, Jezus. Naredi nas, Oče, za čiste posode tvoje slave, Oče, da bomo nosili tvojo slavo, Oče. Aleluja, Oče. Dajemo ti slavo, Oče. Oklepamo se tebe, tvoje milosti, Oče. Te besede, ki si nam dal, Oče. Aleluja. Hvala ti, Oče. Puščamo to, kar je za nami, Oče. Pozabljamo, Oče, to, kar je za nami, Oče. Aleluja, Oče. Se stegujemo po tem, Oče, kar je pred nami, Oče. Pritiskamo, Oče, v smeri klica, Oče, ki si nam ga ti dal, Oče. Aleluja, Oče. Dajmo ti slavo in čast, Oče. Ti si vreden. Hvala ti, Jezus. Amen.